plaketo ob občinskem prazniku za svoje življenjsko delo. Kaj vam to pravzaprav pomeni? Ja, za delo življenjsko, pa še mislim malo nadaljevati. Veliko mi pomeni, saj iz opisa ste slišali, kaj vse sem počel, ampak to je bilo zmeraj v ekipah, smučarski klub, organizacijski komitej svetovnega pokala v tistih časih. Pa potem v radioklubu sem še zmeraj aktiven, društvo upokojencev, ki mi je predlagalo, hvala lepa za predlog. Vse sorte še počnem, pa še mislim, kaj smučam še zmeraj. Vam je smučarija izredno pri srcu še vedno? Absolutno. Mislim, če človek zmore, potem je to užitek. Užitek smučati, poseben v Bohinju, ki ima zima 13 mesecev, nič več zdaj, ampak nekoč so rekli. To je to, na kratko, saj je bilo to objavljeno že v teh dnevnih novicah, kaj več ne bi je zdaj. Iskrene čestitke in še veliko energije, ki pa vam jo ne manjka. No, to pa, ja. Hvala lepa, hvala za intervju. Lepo se imejte. Plaketa ob občinskem prazniku občine Bohinj, kaj to za vas pomeni? Ja, neko veliko priznanje pravzaprav. Se pravi, da je bilo moje delo opaženo, da ni bilo za manj to, kar sem počel in da bo nekaj od tega ostalo tudi za naprej, upajmo. Mnogo stvari ste počeli v življenju in verjetno boste še. Če bom še? Ja, jaz upam, da ja. Torej, jaz imam korajžo, zaenkrat mi še zdravje kar nekako služi, tako da mi tudi izzivov za naprej ne manjka. Korajža, volja in energija in potem je to vse. Iskrene čestitke. Se lepo zahvaljujem. Tudi vi ste nagrajenka občine Bohinj v občinskem prazniku, ste pa zaslužna, bila ste 30 let glavna medicinska sestra v zdravstvenem domu v Bohinju. Potrebno je bilo veliko volje, energije, psihofizičnih sposobnosti, da ste lahko to delo opravljali. Ja, je kar bilo nekaj. Moram pa reči, da pač v nekem določenem trenutku človek prevzame eno odgovornost, eno vodilno mesto, ki ga pa lahko suvereno upravlja samo, če ima za seboj kolektiv, če ima za seboj prijatelje in pa seveda tiste, ki so pripravljeni poslušati in prisluhniti idejam, ki jih imaš in jih kot gonilna sila lahko uveljavljaš potem. Vi ste zaslužni tudi za to, da se je dispanzer za otroke ohranil tukaj v Bohinju. Ja, sama sem delala v dispanzerju za otroke. Moram reči, da v vseh 30 letih, skoraj vseh 30 letih smo imeli zelo težke kadrovske probleme, ne le na področju dispanzerja za otroke, tudi na področju splošne medicine in da je bilo kar veliko truda potrebnega vložiti v samo organizacijo dela, da so se dejavnosti ohranile. Tako dispanzerska, omenila bi tudi laboratorijsko dejavnost. Saj veste, majhna hiša je tako kot mati samohranilka doma. V majhni hiši mora biti vse, je bistveno dražje kot za velike hiše, ampak vendarle vse je potrebno imeti za to, da zagotavljamo nekako enakost za svoje paciente, ki smo si jo želeli tudi ohranjati. 50-letnici zdravstvenega doma Bohinj ste presenetili z zbornikom. Ja, ta zbornik je bil napisan za naše predhodnike, za tiste, ki so v najhujših časih postavljali to bohinjsko zdravstvo na noge, ki so postavljali temelje bohinjskemu zdravstvu. Za ta zbornik se moram zahvaliti našemu zgodovinarju, bohinjskemu Mišu Serajniku,
ki me je spodbudil, da sem ta bohinjski zbornik napisala. Napisala pa predvsem, tako kot sem rekla, kot nek poklon našim predhodnikom, ki so v mnogo težjih razmerah, kot smo mi delali, postavljali temelje bohinjskemu zdravstvu. In na nas je, da smo ga ohranjali in upam, da ga bodo ohranjali tudi bodoči rodovi, ne zaradi nas, ki tam delamo, ampak zaradi bohinjcev, ki si to zaslužijo. Iskrene čestitke ob tej plaketi, ki ste jo prejeli. In hvala lepa. Hvala. V občinskem prazniku ste prejeli plaketo. Kaj to pravzaprav pomeni za vas? Ja, ta plaketa mi je neko priznanje za dobro delo in mi v bistvu zelo veliko pomeni. No? Delam stvari, ki so meni take običajne, vseeno pa sem vesela, da z njimi prispevam nekaj našemu kraju. Ste učiteljica razrednega pouka, ste pa tudi gorska reševalka, snemalka, fotografinja. Kaj do vsega tega naštetega, kot smo slišali v obrazložitvi, vam je najbolj pri srcu? Je kar kombinacija vsega, v bistvu to sem jaz. Vsaka stvar pomal, pa hkrati vsaka stvar, ki jo počnem, jo probam početi toliko, da dam vse od sebe. In v bistvu prek vseh teh stvari najdem Bohinj oziroma najdem sebe v Bohinju in si naredim življenje tukaj dobro.